kar je kolegica Forte končala. Izredno me veseli, da se danes o tem problemu pogovarjamo kot o problemu Zasavja. Kajti reliefno in tudi dejansko stanje je takšno, da mora skrbeti kompletno geografsko regijo. V smislu tega smo mi že večkrat predlagali, da bi dobivali ažurne podatke tudi od Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, in ker je potrebno te podatke posebej naročati, glede monitoringa govorim, je potrebno realizirati tisto zadevo, ki smo jo sprejeli ob obravnavanju zdravstvene problematike oziroma usode zdravstvenega dela v občini Trbovlje, se pravi sedež oziroma inštitucijo Zavoda za zdravstveno varstvo za Zasavje. Kajti to je tista inštitucija, ki bi nam dala ažurne podatke za Zasavje in bi lahko v skladu s temi podatki o obolevnosti tudi ustrezno odreagirali. Je pa res, da je občina Trbovlje vmes, ko so se ostali ukvarjali samo s problemom, ki ga imamo trenutno v Trbovljah, izvajala aktivnosti v skladu s tistimi nalogami, ki smo si jih zastavili na začetku mandata. Sprejeli smo program varstva okolja v občini Trbovlje, sprejeli smo ustrezne ukrepe za zagotavljanje pitne vode v občini Trbovlje, za ločevanje odpadkov, kajti mi se zavedamo, da je ekologija širši problem. Kar me pa najbolj veseli, je pa to, da sem na zaključku te delavnice Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana ugotovil, da je bila prava pot tudi tista, ko smo se zastavili, da je problem kvalitetnega življenja v občini Trbovlje povezan tudi z izobraževanjem, z vzpostavljanjem kvalitetnih pogojev, tudi na ostalih področjih za bivanje, za delo. In jaz verjamem, da je to tista usmeritev, ki jo bomo izvajali tudi vnaprej, se upravičujem. Vsekakor je naša usmeritev, da bomo podpirali programe preventive, ustrajali bomo na tem, da dobimo svoj Zavod za zdravstveno varstvo za Zasavje, izvajali bomo monitoring, na to smo upozorili, kajti dejansko stanje in izvajanje meritev tako v občini Trbovlje, kakor v ostalih dveh zasavskih občinah, je trenutno izredno nekvalitetno. Bile so mobilne naprave, ki merijo pač v enem danem trenutku, da bi dobili pa kompletno sliko, je pa potreben monitoring v vseh centrih, se pravi na prebivanje in tudi na okrožju. In to so tiste usmeritve, ki jih bomo absolutno upoštevali tudi naprej. Najlepša hvala, gospod Mitja Rozina. To so bili torej odgovori na prvo vprašanje. Podatki o obolevnosti in umrljivosti Trboveljčanov so zaskrbljujoči. Kaj konkretno boste storili vi kot župan oziroma županja glede na izsledke študije Zdravje za Zasavje? Pred nami sta še dve točki, ki jo bomo tako rekoč obdelali in potem stvar odprli tudi za diskusijo. Najprej vprašanje številka 2 in predlagam, da začnemo odgovarjanje v obratnem vrstnem redu, torej z gospodom Rozino najprej. Navedite konkretne postopke, kako boste zavarovali zdravje Trboveljčanov, med drugim tudi zdravje tistih, ki živijo v neposredni bližini cementarne in jih občina Trbovlje v postopku priprave dovoljenja za sežiganje odpadkov zatajila. Ali boste od države zahtevali razveljavitev izdanega dokumenta, a dovoljenja se opravičujem za sežiganje odpadkov v cementarni? Občani Trbovlje so v kompletu, se pravi na področju cele občine Trbovlje, nas skrbi za vsak predel občine Trbovlje in tako bo tudi v prihodnje. Absolutno nismo v tem postopku zanemarili prebivalcev, ki so čisto v tem neposrednem okolju Lafarža v Trbovljah. Dejstvo je, da to nalagajo določeni postopki oziroma členi zakona o varstvu okolja, ki seveda nismo predpisali v lokalnem okolju, ampak jih je predpisala država. Kar se tiče naših ukrepov za izboljšanje zdravja, vsekakor mi skrbimo za izvajanje zdravstvene dejavnosti, seveda pa je najbolj bistvena preventiva, v smislu tega, da osveščamo, da izvajamo ustrezne postopke in ukrepe. In vse tisto, kar sem naštel v prvi temi, je dejstvo, da se nadaljuje tudi za drugo temo. Vsekakor spoštujemo veljavno zakonodajo, tudi kot stranka v postopku smo sodelovali aktivno. Tudi kasneje, ko je bil izdano tudi dovoljenje za sosežig, smo po obisku gospoda pri županu občine, gospoda, ki ga ne bi imenoval zaradi kakršnekoli polemik, lahko pa tudi
na njegovo željo ga omenim, je župan direktno postavil 3 konkretna vprašanja, ki jih je gospod postavil na Ministrstvo za okolje, in na njih smo dobili tudi odgovore, ki so nas prepričali v to, da je bil postopek v samem postopku pridobivanja za izdajo dovoljenja za obratovanje in kasneje tudi nadgradnjo tega sosežiga v Lafarge cementu v skladu s tistim, kar lahko lokalna skupnost izvaja. Dejstvo je, da smo postavili vprašanje za teh povišanih normativov in odgovori so bili konkretni in dejansko v tistem, kar jih lahko tudi pričakujemo, v skladu z veljavno zakonodajo. Jaz v vsakem primeru bom upošteval odločitve inšpekcijskih služb in pa tudi pristojnih sodišč, če bojo dosodili, da so te zadeve tako kritične in kot župan bom prvi podprl tudi zaprtje obrata, ne glede na to, je to Lafarge ali katerikoli drug, če ne bo deloval v skladu z veljavno zakonodajo oziroma predpisi, ki jih ne postavlja lokalna skupnost. To pa je tudi odgovor na to vprašanje. Najlepša hvala. Gospa Forte, torej navedite konkretne postopke, kako boste zavarovali zdravje Trboveljčanov in drugim tudi zdravje tistih, ki živijo v neposredni bližini cementarne in jih je občina Trbovlje v postopku priprave dovoljenja za sežiganje odpadkov zatajila. Ali boste od države zahtevali razveljavitev izdanega dovoljenja za sežiganje odpadkov v cementarni? Glejte, trenutno stanje je zatečeno stanje. Jaz vam bom povedala samo svojo anekdoto k temu problemu. Veste, da sem zdravnica, da imam svoj medicinski center Helix in ko sem poželela gradbeno dovoljenje, je organ na občini rabil 3 mesece, da je presodil vplive moje dejavnosti na okolje. Ker so tuhtali, ali bom imela 40 ljudi na dan ali samo 20. Ker če bo samo 20, bom dobila, če bo pa 40, pa ne bom dobila. To je moj odgovor. Občina je zatajila v tisti hip, ko ni bila naš zastopnik, ko ni pravno zastopala interes naših občanov. In zdaj imamo zatečeno stanje, imamo veljavno odločbo, ki je pač nastala na podlagi prirejenih pravilnikov in nam ostanejo samo pravni postopki. Se pravi, pravo je tisto, ki bo dalo odgovor. Vprašam se, kdo bo se za to odgovarjal, ampak mislim, da imamo mi kot občani in zdaj še civilna družba oziroma zdaj kot jaz kandidatka za županjo in županja polno odgovornost, da povzamem vse pravne postopke. Ne nazadnje se vprašam, zakaj ni bil nikoli referendum, ampak tudi referenduma ne bi bilo potrebno, če bi organ občine samo zastopal interes naših občanov in se uveljavil kot stranski intervent. Sicer pa konkretni ukrepi, trenutno, ne vem, treba bo kupiti nekaj 100 mask. Kako lahko tem prebivalcem pomagamo? Ljudje, ki živijo tam dole zraven cementarne, kaj jim lahko ponudimo? Plinsko masko. To je hipni ukrep. Ali jih lahko preselimo, ampak ne moramo preseliti samo njih. Tam gor imamo celo vas, ki se razteza navzgor in je v dometu 500 metrov. Tu ste me spravili v zadrego, kako dejansko tem ljudem pomagati. Torej, mislim, da stvar ne bo enostavna, ampak jaz sem odločena, da stvar pripeljem do konca. Veste, da sem se že 2008 zavzemala za ekologijo in mi je žal, da takrat nisem dobila 35% in bi bila v državnem zboru, ker verjetno bi se tedensko pa na vsaki seji oglašala že takrat za področje ekologije. Hvala, da sem povedala. Hvala tudi vam. Gospod